Po informacijah, s katerimi razpolagam in so prevedljive, protikorupcijska klavzula v tej pogodbi je zapisana. Vrnem na način, da nikakor ne zagotavlja nobenega varstva v smislu možnosti prekinitve pogodbe v vseh primerih, ki jih taki obravnavajo organi pregona na Finski in upamo, da tudi v Sloveniji. Pogodbo o nakupu Patrii sta podpisala obrambni minister in direktor podjetja Rotis, ki je zastopnik neke vrste podjetja Patria, izvajalec, dikcija v pogodbi je, da je on izvajalec. In protikorupcijska klavzula se nanaša samo in izključno na izvajalca. Samo v primeru, da bi se izkazalo, in to je predsednik vlade bolje poučen očitno, čeprav klavzule ni prebral od obrambnega ministra, ne samo, da bi se dokazalo, da je nekdo dal podkupnino, v klavzuli resnici piše tudi, če je imel namen to storiti, kar predsednik vlade presenetljivo dobro ve, bi moralo to podkupnino imeti namen dati ali dati izključno podjetje Rotis, izvajalec. V ničemer pa ta klavzula ne zavezuje, odvezuje, preprečuje, da ne bi podkupnine komorkoli dalo podjetje Patria. Klavzula je zelo zanimiva, ker če na eni strani, na strani možnega podkupovalca, navaja izključno samo podjetje Rotis, ki se mimogrede nikjer v teh zgodbah ne pojavlja kot osumljeno sploh dejanja podkupnin, kar pomeni, da so zelo natančno prebrali to pogodbo, to klavzulo, se zavedali, kaj pomeni in vedeli, da si oni tega ne smejo privoščiti in da je tu utemeljen sum, da je klavzula s takšno dikcijo prišla v pogodbo z nekim točno določenim namenom, čemer je potrebno izvesti potrebne preiskovalne dejanja in pričakujemo, da bodo pristojne institucije tudi storile. Če imamo torej na eni strani minimalno opredelitev možnega dajalca podkupnin, imamo na drugi strani izjemno natančno specifikacijo, kdo bi bil lahko prejemnik. Politična stranka, uslužbenec, zaposlen pri naročniku, posredno, neposredno katerikoli funkcionar, govori se o denarju, darilu, o dragocenem predmetu. Skratka, zelo natančna specifikacija na strani tistih, ki bi lahko prejeli podkupnino in minimalna na strani morebitnega dajalca. To pomeni, da izjave ministra Erjavca in predsednika vlade Janše o tem, da v primeru, da se v pravnomočnem postopku, ki bo se odvil kadarkoli že, po preiskovanju, v zaključku preiskave, ugotovi, da je bila dana podkupnina, da je bila, ali da je bil tak namen, kot piše v klavzuli, da nimamo prav nobene varovalke, prav nobenega vzvoda, da bi prekinili to pogodbo, da bi sankcionirali to početje in rešili pravzaprav ne samo ugled države, ampak tudi proračun. Zato zahtevamo, da se zelo jasno razišče in odgovori, kako je prišlo do vnosa takšne dikcije v protikorupcijsko klavzulo te pogodbe, kdo je za to odgovoren. In druga zahteva, da se takoj, ne glede na status preiskave, kjerkoli že poteka, sproži postopek Ministrstva za obrambo za dopolnitev, spremembo te pogodbe v tem členu. Z ustrezno klavzulo, ki bo zajela vse vpletene v tem poslu, vse prejemnike slovenskega davkoplačevalskega denarja za primer dejanja podkupnine. Kolikor
bi podpisnik in drugi udeleženi v tem poslu to zavrnili, nima po našem trdnem prepričanju ni nobenega razloga, nima nobene pravice nihče vztrajati pri tej pogodbi, ampak je potrebno od nje odstopiti. Ker bi to pomenilo direktno priznanje, da so se dogajale stvari, ki so nesporno kriminalne.